Na svečanem srečanju prostovoljcev in prostovoljk v sredo, 5. decembra, v dopoldanskih urah v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah, je vsem prisotnim spregovoril nekaj prijaznih in zahvalnih besed pobudnik srečanja župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno dobrodošli in lepo pozdravljeni na tem današnjem srečanju ob svetovnem dnevu prostovoljstva. Če se malo ozremo v zgodovino, potem pravzaprav vidimo, da je prostovoljstvo imelo zelo različno vlogo v različnih obdobjih naše zgodovine. In jaz bi se rad ozrl samo 150 let nazaj, ko je v Konjicah delovala in živela znamenita baronica Adelma von Weil. Omenjam jo zaradi tega, ker smo ravno pretekla 2 dni gostili mednarodni simpozij o njenem življenju in delu. In tako kot večina Konjičanov v današnjem času zelo malo ve o njej, o njenem delovanju, tako smo se tudi mi pustili podučiti strokovnjakom iz različnih delov Evrope. In ugotovili smo, da je bila njena največja vrlina ravno prostovoljstvo, zdravljenje ljudi v tistem času. Pa vendar, čez 15 let, ko je prišla ta streznitev, da materializem ni vse na tem svetu, smo prišli do spoznanja, da ste prostovoljci, ki delujete med nami, še kako pomembni. Težko si predstavljam, če bi skušali te vaše ure, ki jih prostovoljno upravljate vsak na svojem področju, da ne bom vsega našteval. Težko si predstavljam, kje bi našli finančna sredstva, da bi vse to poplačali. Pa vendar, ugotavljamo, da tega ne moremo plačati, brez tega ne moremo delovati kot družba. Zatorej, iskrena hvala vsem, ki si prizadevate, da se lahko pogovarjamo o današnji socialni družbi, prijazni družbi. Brez vas si tega enostavno ne moremo predstavljati. Pri vsem tem, ko vas takole pogledam, me veseli, da vidim čedalje več mladih obrazov v teh vrstah. Tudi med mladimi je ta duh prostovoljstva pričel pridobivati na veljavi. To je pomembna, zelo pomembna ugotovitev. In naj ob koncu še enkrat izrazim zadovoljstvo, da se srečujemo ob takšnih in drugačnih priložnostih na različnih področjih vašega delovanja in zadovoljstvo, da se vam smem zahvaliti za vaš trud, za vaš čas, za vaše znanje, za vse to, kar prispevate, za to, da smo prijazna družba. Hvala vam lepa. Člani otroške folklorne skupine iz osnovne šole ob Dravini, Juri in Marjetica, plešajo pod mentorskim vodstvom Katje Krajnc in so na tokratni prireditvi predstavili splet plesov.
Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija Združenih narodov na 40. zasedanju Generalne skupščine z resolucijo 17. decembra 1985. Od takrat naprej se vlade, Združeni narodi in civilno-družbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra kot Mednarodnega dneva prostovoljstva z veliko željo, da bi poudarila pomen solidarnosti za preživetje človeštva. Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce in prostovoljke ter posamezniki sami, lahko na ta način pokažejo javnosti, kaj so prispevali svojim prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev te humanitarne dejavnosti. Cilji so zelo različni in posegajo na več področji pomoči: socialno, športno, rekreativno, izobraževalno, zdravstveno, kulturno, okoljsko, turistično in v raznih kriznih situacijah, ampak vsem je skupen en sam cilj: pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Izkoreniniti skrajno revščino, doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma in omogočiti večji vpliv žensk, zmanjšati smrtnost otrok in zagotoviti zdravje njihovih mater, boriti se proti malariji in drugim smrtonosnim boleznim, zagotoviti okoljsko trajnost, razviti globalno partnerstvo za razvoj, pomagati ljudem v naravnih katastrofah, ljudem s posebnimi potrebami in starejšim in krepitev ozaveščenosti o koristih in pomembnostih prostovoljstva. Za skromno zahvalo vsem je Neža Kokol, učenka 2. razreda Glasbene šole Slovenske Konjice, pod mentorskim vodstvom Jerneja Senegačnika, podarila vsem prisotnim skladbo Allegretto, ki jo je zaigrala na kitaro. Ampak najprej mi dovolite, da besedi najprej izzovem gospo Julijano Kralj, predsednico društva Vizija, ki je letos prejela laskavi naziv najprostovoljka v starostni skupini na 30 let, in sicer za svoje obsežno delo za gibalno ovirane invalide, za vodenje društva Vizija ter sploh za zgled in motivacijo, ki jo daje v svoji okolici. Izbor najboljših prostovoljcev in prostovoljskih projektov za leto 2011 je potekal v letošnjem juniju na Brdu pri Kranju, in to pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka. Naj vam povem še to, da smo gospo Julijano lahko po televiziji spremljali tudi ta ponedeljek, ko je bila na sprejemu po predsedniku države ob Mednarodnem dnevu invalidov. Danes pa smo posebej veseli, da je gospa Kralj tukaj z nami, saj v Ljubljani popoldan poteka tudi podelitev državnih priznanj in nagrade s področja prostovoljstva, da se je gospa Julijana vseeno odločila, da se nam danes pridruži tukaj, ker je rekla, lokalno je pa le najbolj pomembno in zato bom danes tukaj. Gospa Julijana, izvolite. Ja, res je, zdelo se mi je zelo pomembno, da sem danes tukaj z vami. Pravzaprav moram reči, da mi je bilo, da mi je tudi veliko čast, da sem tukaj z vami danes, kajti po 40 letih dela na področju prostovoljstva je marsikje bilo opaženo, ampak kako bi povedala, mi prostovoljci, ki delamo, v bistvu nikoli ničesar ne pričakujemo nazaj. Ko neko delo z veseljem srcem upraviš, ga pustiš za seboj, greš drugim izzivom nasproti, kjer zopet pride kaj, da je treba prostovoljnega narediti. Tako leta minevajo trenutki, in niti ne pomisliš, da že recimo 40 let mine in niti ne razmišljaš, koliko prostovoljnega dela je bilo narejenega teh 40 letih, ampak
ko sem bila povabljena, da to je bil razpis, ko me je prijavila občina, šele takrat sem potem začela premišljati. 2 take brošurice sem izdala, je bilo veliko tega dela. Imam 3 avtorske programe, posebej za gibalno virane ženske in šele po dolgih časih, ko doživljaš zopet, nekako vidiš, da je bilo res veliko dela vloženega, veliko dela s srcem, z vnemo, ampak brez pričakovanja. Kljub temu pa eno tako priznanje, pa tudi kar dobro dene, no, in sem bila zelo vesela, pa zelo počaščena. To, ko je Tjaša omenila, zdaj sprejem ob 3. decembru na Brdu, se je ob meni ostavila tudi gospa Tirkova in smo se zapletli v pogovor o prostovoljstvu in nam je nekako takole rekla, veste, vi ste v Sloveniji prostovoljci, pa prostovoljke preskromni. Upravljate delo nikoli, je rekla, v tujini znajo ljudje sebe predstaviti s ponosom, z veseljem. Je rekla, pri nas se že pa vedno tako dela, da smo zadovoljni s tistim, kar radi naredimo, s srcem naredimo, čeprav se meni zdi, da je prav tako. In tudi vprašali so me, kaj meni pomeni, zakaj sem se odločila v prostovoljno delo. Ampak mislim, da se nikoli nisem sama odločila. Bili so trenutki, ko je bilo treba kje kaj storiti in vedno se je na tej poti našel kdo, pa me k delu povabil. Tako je šlo to prostovoljno delo naprej. Že leta 1972, ko sem doživela prometno nezgodo, sem bila na zavodu za rehabilitacijo, na rehabilitaciji in že takrat je moj osebni zdravnik me nekako angažiral in on videl v meni en potencial takega prostovoljnega dela in takratno društvo paraplegikov so bili znani samo po športu. Nobene socialne ni bilo ničesar in me je povezal z socialno delo, ko sem bila lahko v njihovi pisarni cel dan in takrat sem začela potem delati ankete in bila sem pobudnica socialne komisije in tako se je iz enega dela v druge delo se širilo in leta so tekla, no, in 40 let je mimo, kot bi mignil, jaz upam, da še bom naprej, ne več s toliko energije, ker sem že v letih, ne. Ampak želim še kaj dobrega narediti na socialnem področju. Zelo sem lahko, to pa moram reči, da sem tudi ponosna, da mi je uspelo, kar zdaj nobenim ni, da se je uveljavil ta program nasilja nad ženskami. Ta program se širi zdaj na državni ravni. Letos smo zdaj v mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami smo imeli v Ljubljani strokovni posvet, smo se bili tja pelali, da so se nam še tam druge organizacije priključile in je bil izredno 1/4, drugo so pa same 5 ocenjene, to se pravi, da smo na dobri poti društvo tudi na tem področju, kajti trenutno smo še edini, ki se ukvarjamo s tem tako aktivno. Dela bo še veliko, no. Upam, da mi bo zdravje služilo, da še bom tudi kakšno uro na tem področju naredila. Hvala lepa za za vse postorjeno in kot eno majhno pozornost smo vam pripravili v tej vrečkici nekaj majic, kakršno imam tudi sama danes oblečeno. Gre za majice Slovenske filantropije, za prostovoljstvo. Razdelite jih na svoje prostovoljce, naj jih nosijo s ponosom, medtem ko odpravljajo prostovoljno delo. Najlepša hvala. En mravni je nekoč
tudi vi cvetite še naprej v našem projektu. Hvala za vse, kar storjeno in srečno v novem letu.